Letos obeležujemo 250. obletnico rojstva Valentina Staniča. Duhovnika, gornika, izumitelja, pesnika, narodnega buditelja, predvsem pa dobrotnika gluhih. Rodil se je v Bodrežu pri Kanalu ob Soči, v hiši, kateri se je reklo pri Cerovškovih. V družini je bilo 6 otrok, imel je brata in 4 sestre. Poleg njegove rojstne hiše, ki je bila večkrat prezidana, na Valentina Staniča spominja napis na oknu skednja. Za nami je na Gospodarskem poslopju v Skednju ob vratih vzidan kamen, kjer se je Stanič po pripovedovanju domačinov sam podpisal. Takrat sta z bratom obnavljala domačijo. Predvsem je oče bil, čeprav po vsej verjetnosti takrat še ne pismen, ampak je dal na to, da bi se od fanta, vsaj fanta šolala, in je pripeljal tu iz bližine, točno se niti ne ve od znanca, ki je vsaj dobro znal pisati, Tako da je fanta učil doma, sta se že doma pripravljala, potem je pa Valentin šel v šole najprej na Trbiž, pa v Celovec. Staničevo prvo šolanje je potekalo doma in je v bistvu šel šele pri 16 letih v, bi rekli temu, pravo osnovno šolo v Trbiž, takrat na Koroškem, z namenom, da bi se naučil predvsem nemškega jezika. Po, mislim, da dobrem letu se je to šolanje nadaljevalo potem naprej v Celovcu in potem dalje še v Salzburgu, kjer je dokončal gimnazijo in se vpisal potem na študij filozofije in rekli bi teologije. Je pa ta študij zajemal številne predmete različnih smeri, matematiko, fiziko, agronomijo, ki so Staniču potem precej pomagale pri njegovem javnem delovanju v kasnejših letih. Poudarimo lahko tudi, da je Salzburg bil v tem času veliko mesto, pomembno mesto, mesto, v katerem so bile zelo močno prisotne ideje razsvetljenstva, ki so tudi zelo vplivali na Valentina Staniča. Njegovo bivanje v Salzburgu je trajalo 10 let, od leta 1792 do leta 1802. Izredno pomembno je tudi z vidika alpinizma, se pravi, govorimo o času, ko se je Valentin Stanič izredno navdušil nad hojo v gore. Bil je zelo zavzet kot pomočnik pri geodetskih meritvah hribov in gora, ki so bile namenjene pripravi zemljevidov. V tem času je tudi sam samostojno opravil številne vzpone. Izpostaviti moramo predvsem 3 njegove vzpone, in sicer vzpon na Veliki Klek, kjer sicer ni bil prvi, mislim, da je zamudil samo za en dan, je pa prvi uspel priti na Vacman in pa na Visoki Gel. Kar se tiče alpinizma, moramo izpostaviti še njegovo delovanje na Slovenskem in tukaj ne moremo mimo njegovega vzpona na Triglav leta 1808, ki je pomemben predvsem iz tega vidika, da je Stanič tudi izmeril njegovo nadmorsko višino. Leta 1802 se za Staniča začne novo življenjsko poglavje, vrne se v svoje domače kraje in nastopi kot prvo službo kaplana na Banšicah. Gre za relativno veliko duhovnijo, ki je zelo slabo razvita tudi v razmere, v katere pride Stanič. Že same, recimo, njegovo domovanje je v izredno slabem stanju. To tudi recimo zapiše v enem svojem zapisu, ampak izpostavi, da ima pa res super pogled
na Julijske Alpe in da je v bistvu ta tista njegova motivacija, ki mu daje moč za delovanje na tem področju. In res je izredno aktiven, takoj se loti dela, ki obsega od šolanja otrok, izobraževanja odraslih na področju kmetijstva. Tako je vse znanje in izkušnje, ki jih je pridobil med šolanjem, lahko uporabil pri praktičnem delu. Med drugim je na Banščicah kar sam naredil tiskarno. Kupi v bistvu nek manjši tiskarski stroj v Gorici in mislim, da, če me spomin ne vara, gre za prvo slovensko tiskarno na Goriškem. In tiska predvsem pesmi, ki jih potem širi med prebivalstvo. To prebivalstvo potem še leta kasneje pozna te pesmi, jih poje. Na Banščicah je ostal dobrih 6 let. Potem so ga leta 1809 premestili v Ročin za vikarja, kjer je nadaljeval s poučevanjem otrok. Učil jih je matematiko, branje, pisanje. Močno poudarja tudi telesno aktivnost, predvsem plavanje. To je zanj izredno pomembno, zato ker je v času šolanja v Celovcu skoraj izgubil življenje, ker se je skoraj utopil in ga je en od njegovih sošolcev oziroma prijateljev takrat rešil in mu je to precej ostalo in je želel potem, da ne bi prišlo do podobnega tudi pri otrocih, ki jih je učil, jim je dal res to znanje. Malce pred odhodom se je tudi precej angažiral za izgradnjo šolskega poslopja, ki ga je dizajniral, tudi precej aktivno sodeloval pri njegovi gradnji. Skoraj izgubil življenje med gradnjo, je padel v bistvu iz tramov, strešnih tramov, ko jih je pregledoval. Staniča pošljejo leta 1819 za kanonika v Gorico. Za gluho skupnost v Sloveniji je še posebej pomemben, saj je zaslužen za ustanovitev prve gluhonemnice na slovenskih tleh, v kateri je izobraževal gluhe učence in jim pomagal. S problematiko gluhih se je prvič seznanil v delu Franca Hermana Čeha z naslovom Nazoren pouk govora in mišljenja iz leta 1836. Ko je Valentin Stanič dobil v roke prvič priročnik, ki je govoril o tem, kako se da izobraževati gluhe ljudi, je seveda začutil silovito željo, da je treba na tem področju takoj nekaj narediti. Spomnil se je, da je imel nekega farana na Banščicah, ki je bil gluh in da ni vedel, kako naj mu pomaga in kako naj se mu približa. In nekako je imel že zaradi tega slabo vest. Po drugi strani je pa treba vedeti, da je bil Stanič nekako po duši učitelj, izobraževalec, pedagog. Že v času študija v Salzburgu se je srečal s salzburško, takrat zelo moderno razsvetljensko pedagogijo, ki je temeljila predvsem na praktičnem pouku in na tem, da imajo učenci pravico in dolžnost spraševati, učitelj pa to, da pojasnjuje. In če to dvoje seštejemo, lahko razumemo, da se je zelo navdušil nad Čehovim priročnikom o tem, kako izobraževati gluhe, ker je ta priročnik temeljil na večjih stebrih. Eno je bil seveda znakovni jezik, drugo je bila ta abeceda v kretnjah, tretji steber je bil pa navodila, kako s pomočjo praktičnih prikazov, slik, pa tudi praktičnih ekskurzij v naravo in dela prav s stvarmi, ki so se v naravi dogajale, kako približati gluhim otrokom besede in preko tega seveda tudi znanje. Škof ga je tudi povišal v višjega šolskega nadzornika, tako da je imel še kako veliko nalogo pri izobraževanju mladine. No, ob tem delu je opazil, da so nekateri učenci
hendikepirani z sluhom in z govorom. No, to mu je dalo še kako misliti, da je prišel na idejo v pogovoru z sodelavci, da bi morali v Gorici ustanoviti nek zavod, ki bi se načrtno ukvarjal z izobraževanjem slabo govorečih oziroma tistih, ki slabo slišijo. Prepričal je cerkvene oblasti, tale cerkveni konzistorij, da pripravijo za to obuditev te nove dejavnosti, s katero bi pomagali tem gluhim oziroma težko govorečim, so pripravili srečanje, na katerega so povabili morebitne dobrotnike. Stanič se je zelo navdušil nad tem, sprva je bil pa seveda zelo razočaran, ker se navdušenju nad izobraževanjem gluhih ni prav veliko duhovnikov pridružilo. Tako da je pravzaprav sam moral nenehno si prizadevati, da bi pridobil še druge in mecene, in mirne duše lahko rečemo, da je ustanovitev šole za gluhe, torej gluhonemnice v Gorici, pretežno Staničeva zasluga. Čeprav je takrat imel že podporo v 2-3 drugih duhovnikih, ki so mu tudi pri tem pomagali. In to je bil seveda za takratno Avstro-Ogrsko res velik korak, sploh pa za slovenske dežele. Najprej je uspel dobiti del ene hiše z vrtom. Tu se je potem kasneje izkazalo, da je premalo prostora. No, začel je z 8 plus 5 gojenci. 5 jih je bilo, ki so stanovali pa jedli v gluhonemnici, medtem ko 8 so vsak dan jih vozili oziroma so prihajali v gluhonemnico. No, to število je z leti izredno naraslo, tako da je leta 1846 bilo že v teh prostorih 46 gojencev. Zdaj, v nadaljevanju so se dogovorili z lastniki 2 stavb tule, to je natančno ta prostor, kjer smo danes. Stanič ni bil aktiven le pri ustanovitvi tega zavoda, ampak se je izredno aktivno vključil tudi v njegovo delovanje. Bil je pogosto prisoten z gojenci in gojenkami. Zelo pomembno je to njegovo delo integracije v splošno družbo, se pravi, ti otroci niso bili samo v kontekstu šole oziroma niso se učili samo v prostorih šole, ampak jih je večkrat vozil tudi izven prostorov, v naravo. Skratka, rad se je družil z mladino. In ko to seštejete potem s to njegovo silno željo, da bi nekaj naredil za gluhe, razumemo, da je praktično svoje zadnja leta življenja resnično zelo usmeril v to svojo šolo za gluhe, v ta zavod, ki ga je tudi finančno znatno podpiral. In da je ne samo, da je nekako upravljal s tem zavodom, ampak je v resnici s to gluho mladino tudi učiteljsko deloval sam osebno. In med drugim vemo za njegov zanimiv izlet na Sveto Goro z eno skupino teh gluhih gojencev, ki ga je obsežno opisal v takratnem zelo branem časopisu Illyrische Blatt, seveda v nemščini. V 6 nadaljevanjih je ta zgodba izšla, kjer podrobno opisuje ne samo izlet na Sveto Goro in natanko, kaj se je tam dogajalo, ampak pravzaprav celotno zgodbo ustanavljanja te gluhonemnice in svojega odnosa do gluhih ljudi. Kljub temu, da je zavod bil ustanovljen v Gorici, se pravi, govorimo o mestu, ki danes sodi pod Italijo, je vseeno šlo za slovensko etično ozemlje. V mestu je živelo
Veliko ljudi, ki so govorili tudi slovensko, so delovali tudi druge slovenske inštitucije na tem območju, tako da lahko rečemo, da je šlo za najstarejši zavod, ki je nastal na slovenskem etičnem ozemlju. Sprejemal je gojence in gojenke, se pravi fante in dekleta iz Goriške, iz širšega območja, se pravi tudi iz Trsta in iz bližnje Italije, približno pa okoli 50 gojencev in gojenk na leto. In deloval je vse do leta 1986, ko so ga premestili v Videm. Valentin Stanič je svoja zadnja leta povsem posvetil izboljšanju položaja gluhih in naglušnih. Tudi njegova smrt je povezana z delom v gluhonemnici. Smo v Staničevi gluhonemnici na vrtu, kjer se nahajajo kamni, za katere predpostavljamo, da jih je Valentin Stanič kot krepak možak hotel premakniti. Pri tem je na žalost začutil bolečine v križu in čez 2 dni umrl. To je bilo 29. 4. 1847. Pokopali so ga na starem pokopališču v Gorici, ki je spremenjeno sedaj v park. Hranjen pa je bil napis na grobu, preveden v slovenščino: Valentinu Staniču, Bodrežanu, med kapiteljskimi osebnostmi goriške nadškofijske prestolnice Scholastiku, višjemu nadzorniku ljudskih šol, 29. aprila umrlemu, možu zmernosti, delavnosti, radodarnosti, odličnemu, je postavila ta spomenik, gluhonemnica, žalujoča za svojim ustanoviteljem in zavetnikom. Kljub temu, da so v Staničevih časih prepoznavali vrednost znakovnega jezika kot osnovnega sredstva za sporazumevanje z gluhimi, je to prizadevanje trajalo le nekaj desetletij. V Staničevih časih seveda ni bilo nikakršnega dvoma, da je najbolj naraven jezik sporazumevanja za gluhe ljudi znakovni jezik. O tem nihče ni dvomil. Seveda je do tega, kakšen znakovni jezik je bil v rabi v šolah, prišlo na različne načine in po različnih poteh v različnih delih Evrope. Vemo, da je že duhovnik Ponce de Leon v Španiji že v prvi polovici 17. stoletja gluhe izobraževal s pomočjo znakov, ki jih je poznal, ker je bil benediktinski menih. Benediktinci so pa uporabljali neke znake za sporazumevanje takrat, ko je bila v samostanu zapovedana tišina. Še danes so ti meniški znakovni načini sporazumevanja živi, predvsem pri trapistih, recimo. No, Ponce de Leon je pač nekako prenesel to osnovno sporazumevanje tudi na svoje gluhe farane in mu je kar uspevalo. Dodal je pa seveda nekaj kretenj, ki si jih je še sam dodatno zmislil. Znakovni jezik so leta 1880 na Milanskem kongresu učiteljev gluhih prepovedali. Pri tem je imel glavno vlogo Alexander Graham Bell, ki ga sicer poznamo kot prvega, ki je patentiral telefon. Stvar je pa še toliko bolj zanimiva zaradi tega, ker je bil on sin gluhe mame, ki je oglušela zaradi škarlatinke sicer v svojih najstniških letih, in mož gluhe žene. Torej, skrajno nenavadno, da je bil možakar avtor ene res grozne doktrine. Skušal je namreč preprečiti, da bi se gluhi ljudje poročili in imeli otroke, češ da to kvari človeško raso in tako naprej, obupno, ne. Bil je pristaš evgenike v najhujšem smislu te besede, skrajno prodoren pri tem in ključni akter pravzaprav nesrečnega kongresa 1880, kjer so dosegli, da je bil znakovni jezik proglašen za nekaj manj vrednega, nekulturnega in skratka prezira vrednega in da v šolah absolutno se tega več ne bo uporabljalo. Torej, en možakar, ki je imel resnično močen vpliv
Nažalost je bil tudi vodja šole za gluhe v Bostonu, kjer je popolnoma prepovedal kakršenkoli znakovni način sporazumevanja in je pač izsilil to kot ključno doktrino, kar je seveda za neštete gluhe ljudi pomenilo popolno katastrofo še mnoga leta kasneje. In je prav presunljivo, da pravzaprav šele v konec prejšnjega stoletja ta obsedenost s prepovedjo znakovnega jezika popustila končno. Blokada znakovnega jezika je trajala kar dobrih 100 let, s tem naredila ogromno škodo in povzročila veliko trpljenja, saj je gluhim odvzela možnost sporazumevanja v maternem jeziku.